Prireditev organiziramo po lansko leto uspešno izvedenem poletnem dnevu Japonske. Ker pa smo v tem tednu zakorakali v jesen, se bomo z letošnjo prireditvijo poslovili od poletja in se veselili prihajajočega spreminjanja barve narave, šelestenja lista, kostanja in drugih prijetnosti, ki jih sabo prinaša jesen. Na Japonskem pa v tem času praznujejo prav poseben praznik imenovan Tsukimi, s katerim se poklonijo jesenski polni luni. Japonci se na določen dan, ki je lahko sredi oziroma konec septembra ali v začetku oktobra, zberejo na prostem in si ogledujejo polno luno, v kateri prepoznajo poteze zajčka, ki zalujejo mesečeve kolačke. Glavna dekoracija ob ogledovanju lune je pampaška trava. Če se ozrete po srednjem prizorišču, boste videli, da smo želeli ta delček japonske kulture izrasti tudi z današnjo okrasitvijo. Preden pa predstavim današnje aktivnosti in sodelujoče, vabim na oder njegovo ekscelenco, gospoda Shigemija Jomorija, veleposlanika Japonske v Sloveniji, da pove nekaj uvodnih besed. I kindly invite His Excellency, Mr. Shigemi Jomori, to deliver a short speech. I'm very happy to see all of you here, and today I just walk around this place and I found many interesting Japanese aspects of culture here. I think it's a very rare occasion, even for me, to experience in one place so many things. Unfortunately, today a little bit cloudy, or I hope it will not rain anymore. But now from time it's raining. But it's a very rare occasion in Slovenia, I suppose, to have such a interesting gathering about Japanese culture. I hope all of you will enjoy this very interesting gathering. I want to express my thanks to all the organizers, collaborators, volunteers, shops, and especially my thanks to Tourist Association Zvilie for their partnership in the organization of Japan Day, and of course especially Maya Peshegi and Tomasz Hozic, and also other many groups, associations, companies. So even though chilly a little bit, but with your enthusiasm and many efforts of the organizers and shops, I hope we will have a very nice afternoon. Please, once again, please enjoy this day. Thank you. Thank you, Mr. Jomori. Besedo predstavljam še gospodu Istoku Pipanu, predsedniku turističnega društva Zbilje. Mr. Ambassador, dragi gostje, lepo pozdravljeni tukaj v Zbiljah, ob Zbiljskem jezeru. Vesel sem, da smo letos že drugič tukaj, kajti lansko leto, ko smo praznovali 20-letnico diplomatskih stikov med Slovenijo in Japonsko, smo bili v Zbiljah kar lahko rečem počaščeni, da smo bili izbrani za to slovesnost. V ta spomin še vedno tukaj raste japonska češnja, še vedno je tukaj spominska plošča, ki se jo lahko ogledate, in upam, da boste v Zbilje prišli tudi na kakšen drug dan, ne samo na današnjega, kajti v Zbiljah radi gostimo vse vrste ljudi. Tak dogodek danes tukaj nam še posebej pomeni nekaj lepega, dobrega, kajti presegamo lokalne okvire in okvire celo naše države, in mislim, da je današnja slovesnost oziroma današnja prireditev celodnevna ena izmed dogodkov, ki naše delo v Zbiljah naredi še bolj prepoznavne. Zaradi tega se vam vsem skupaj, vsem tistim, ki tukaj sodelujete, vsem nastopajočim, vsem obiskovalcem zahvaljujem in vas seveda vabim, da nas še kdaj obiščete. Mr. Ambassador, thank you for everything, for your cooperation with us, and hope to see you next year in Zbilje.
Tako, s pozdravnima govoroma predstavnikov srednjih organizatorjev uradno odpiramo današnjo prireditev. K sodelovanju smo povabili kar najrazličnejša društva in posameznike, ki jih druži ljubezen do japonske kulture in jezika, da bi z nami delili svoje znanje in informacije o različnih vidikih japonske kulture. Preko celotnega dneva se bodo na stojnicah odvijale najrazličnejše aktivnosti. Go Zveza Slovenije bo predstavila igro Go. Na stojnici Črne luknje si lahko ogledate različne japonske namizne igre. Skupina Makon je pripravila razstavo Mang, Genki Center vam bo predstavil pisanje japonske kaligrafije in vas naučil nekaj japonskega jezika. Tisti, ki bi radi okusili japonsko, lahko to storite na stojnici Tea Time, kjer vam ponujajo degustacijo zbranih japonskih čajev, ki jih lahko tudi kupite. Lačni si lahko v restauraciji Sidro naročite japonske jedi, ki jih pripravlja kuhar japonske restauracije Miyabi iz Maribora. Na stojnici veleposlaništva Japonske si lahko od blizu ogledate različne kimone in si oblečete jukato. V spomin, da ste nosili japonsko oblačilo, vas bodo na stojnici Canon Adria fotografirali in vam natisnili fotografijo. Ogledate pa si lahko tudi avtomobile znamk Toyota in Lexus, ki jih razstavlja Toyota Center Ljubljana. Poseben predel je namenjen tudi najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem. V otroškem kotičku lahko prisluhnejo japonskim pravljicam, se pridružijo Genki centru pri izdelovanju plavajočih lučk in pahljač ter risanju mang, ter ars origami pri zgibanju papirja na delavnici izdelovanja origamijev. V dopoldanskem času lahko nekaj njihovih mojstrskih izdelkov tudi kupite na stojnici. Tisti, ki bi želeli pomiriti svojega duha, pa se lahko pridružite Vita Zenu in gospodu Dušanu Osojniku na Zen in Gong meditacije. Ker pa japonske ni brez borilnih veščin, se lahko na stojnicah pozanimate o njih in se morda tudi sami priključite kakšnemu klubu. Aikido predstavlja Aikikai Zveza Slovenije, Kendo Zveza Slovenije, Ninjutsu, Bunjikan Ninpo Dojo, Karate Zveza Slovenije, Nambudo Center Ljubljana, Aido, športni klub Shobukan ter Kyudo in Aido, Aido klub Yojimbo Ljubljana. Čez dan bodo potekale tudi demonstracije posameznih borilnih veščin tukaj, na odru ali na travi. Razporede lahko vidite na stojnicah, na katerih so predstavljene borilne veščine.